vsak, ki se je odločil za, bom rekel, to poslanstvo, ve, da gre v zahtevno službo. Jaz bi pa res iskreno želel, da smo med sabo dostojanstveni, spoštljivi, argumentirani in da delamo dobro za ljudi, ki so nas izvolili. Katere bodo tiste ključne stvari, ki se boste najprej recimo lotili? No, seveda na začetku bo verjetno vlada tista, ki bo mogla narediti nek pregled stanja v državi in na podlagi tega se bo potrebno potem sprejemati odločitve. Jaz pa ne bi zdaj ta moment prejudiciral, ker glavno besedo bo imel seveda predsednik vlade. Čakam vas, gospod Krajner, sodeč po tistem, kar ste napovedali, kar je napovedal najverjetnejši pretendent za mesto mandatarja, tudi poprava zakonov, ki so bili sprejeti v teh zadnjih 2 letih, pa me zanima pravzaprav, kaj to pomeni, česa se boste najprej lotili, pravzaprav verjetno vas čaka izredno zahteven mandat. Jaz mislim, da. Mi smo komi prišli ven iz te strašne COVID krize z nekimi finančnimi vložki, ki veste, da so bili pogojeni tudi za Evropo. Zdaj smo prišli pa v to strašansko vojno in krizo, ki je povzročila, bom rekel, ta vojna. Govorimo o energetski krizi, govorimo o krizi nabavnih tokov in država bo mogla pametno odreagirati za to, da bo blaginja ljudi na nek način takšna, kot si jo tudi Slovenke in Slovenci zaslužijo. Morda še glede imen, vašega imena med ministrskimi kandidati, kako komentirate? Zelo iskreno, jaz sem hvaležen najprej stranki, hvaležen predsedniku vlade oziroma mandatarju, da je moje ime vzel iz mize. Jaz se absolutno zavedam pomembnosti resora ali pa biti minister. Zavedam se tudi svojih, če lahko rečem, mankov, ki jih ne skrivam, ampak verjamem, da bom s trdim delom dokazal to priložnost. Kaj se vam zdi največji izziv vašega resorja in kako boste to naslovili, ta izziv? Zdaj, če mi dovolite, jaz zdaj v resorju ta moment ne bi govoril, jaz se bom probal fokusirati, če bom prišel do zaslišanja, tam povedal. Danes je, bom rekel, en nov dan, novi poslanci, tako da se vam opravičujem, bom pa zmeram, seveda, kako sem bil do zdaj na voljo. Je pa tudi 35, ne? No, to pa sploh nisem poštudiral, evo. Če gledamo prištevanje, dejansko koalicija je zmagala. Ma, glejte, na koncu koncev ljudje so povedali oziroma ljudje so izvolili poslanke in poslance stranke in jaz se zdaj ne bi več vračal nazaj, ne kul, tako naprej. Dajmo gledati malo naprej, pa malo med sabo se spoštujemo.